jedihnil je človek postal. Olari, olari, olara, olari, lajlo. Njega jedihnil je človek postal. Bog je pa Adamu spanje podal, z njegovega rebra je Ivo naprav. Olari, 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 lajlo. Z njegovega rebra je Ivo naprav. Enkrat pa tudi špancirac sta šla, kača peklica je v drevcu bila. Olari, olara, olari, lajlo. Kača peklica je v drevcu bila. Zakaj pa ne jesta od tega sagu, odlej pa peste Bogu. Olari, olari, lajlo, odlej pa peste enaka Bogu. Ivca ga utrga Adamo, odlej grešila oba. Olari, 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 lajlo, odlej grešila oba. Bog pa ga vpraša, Adam, kje si? A muži grbo tvoj grlu tiči. Olari, lajlo. A muži jabolko v grlu tiči, v grlu tiči, v grlu tiči, v grlu tiči. V goste smo tokrat povabili skladateljico, dirigentko, umetniško vodjo Akademskega pevskega zbora Maribor, glasbenico Tadejo Vulc. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Nagrado za najbolj obetavno zborovodjo debitanta ste prejeli prav pred kratkim na našem največjem zborovskem tekmovanju Naša pesem, na katero ste popeljali kar 2 zasedbi. Kakšni občutki so vas spremljali ob vašem prvem tekmovanju in ob nagradi? Torej, jaz sem že večkrat peljala kakšne zasedbe na tekmovanja, ampak vedno nekam ven. Tokrat pa prvič v Sloveniji na državnem in bilo je nepopisno, no. Kajti sama sem skladateljica, drugače nisem študirala dirigiranja, čeprav se s tem ukvarjam že od majhnih nog, tako da mi je ta nagrada še toliko več pomenila. Z 2 skupinama iti na takšno tekmovanje pa kar velik zalogaj in vesela sem, da je bilo vse tako, kot je bilo. Kot ste že sami rekli, vaša prva študijska izbira je bila pravzaprav kompozicija, torej ste skladateljica. Ja. Kdaj ste se pravzaprav usmerili v zborovsko dejavnost, v dirigiranje, v vodenje zborov? Torej, jaz sem že kot majhna deklica, kakšne majhne skupine, ko smo otroci prepevali, sem že kar vodila. Potem smo že imeli tudi v osnovni šoli kot nek ansambl, skupino, kjer sem že preizkušala svoje prve kompozicije. Smo bili tudi na državnem tekmovanju, smo takrat dobili nagrado, smo bili prvi. V bistvu potem v srednji šoli pa se je zgodilo prav to, da so me ljudje iz domačega kraja poprosili, če lahko vodim njihov zbor, mešani zbor je takrat bil, in takoj zatem potem že naslednja skupina, tako da od svojega 15. leta, nekje 16. vodim ves čas po 3-4 skupine zbore. Verjetno je to tudi posebna izkušnja, recimo, kaj vam da takšna izkušnja biti zborovodja, potem recimo tudi v skladateljskem delu? Torej, zelo velika izkušnja je že v tem, da srečuješ mnogo ljudi, dobiš neke povratne informacije. Je pa čisto drugače, če kot skladatelj, če si tudi kot zborovodja, kaj ti pišeš, se mi zdi, na drugačen način, če si sam kdaj poučeval zbor, tudi veš, koliko časa je potrebnega, da se ljudje določeno stvar naučijo. Morda malo bolj kritično in pazljivo pišeš skladbe za zbore. Torej, morda kakšen komponist, ki
se na to ne toliko spozna oziroma se s tem ni ukvarjal kot zborovodja, vseeno malo bolj ležerno oziroma sproščeno pristopa k temu, ne razmišlja o tem, kako bodo našli intonacijo, na kaj se naj oprejo, ker je vendarle drugače kot pa pri instrumentalni glasbi. Kar veliko vaših skladateljskih del se zdi, da je na repertoarjih slovenskih zborov. Zdi se, da imajo pevci radi nekako vašo glasbo. Kako vi usklajujete recimo to željo skladateljsko po tem, da napišete nekaj novega, še neslišanega, in na drugi strani to zamislijo na pevca, ki mu mora biti skladba dovolj blizu. Nenazadnje so zborovski pevci ljubiteljski pevci. Ja, no morda ravno tukaj mi je največ pripomoglo to, da se že od otroštva ukvarjam z zborovodstvom, kajti tiste prve moje kompozicije, ki so nastale na Akademiji za glasbo in so bile napisane za zbor, moram reči, da so bile zelo težke in še danes niso bile vse izvedene. Torej, hkrati pa sem sama vodila zbore in si sama nisem upala tistih skladb učiti moje pevce. Ko sem študij končala, sem nekako prvič napisala skladbo za svoj zbor, kjer sem se poskušala bolj približati pevcem in jih dejansko tudi nekako začeti učiti, slišati ta modernejši stil oziroma ta modernejši jezik. Zato sem z nekimi takimi lažjimi pristopi začela pisati modernejše skladbe za pevce in zelo moram reči, da so začutili ta jezik. Moji pevci so vsi zelo, zelo radi to izvajali in prav pogrešali so, če ni bila skladba vendarle vsaj malo modernejše zastavljena. In potem sem tale jezik vedno bolj širila, vedno več dodajala in sploh ni bilo problema, se mi zdi, da kar radi pojejo to. No, na letošnji naši pesmi ste kot vodja Akademskega pevskega zbora Maribor pravzaprav dosegli kar nekaj priznanj, to se pravi absolutno drugo mesto. To mislim, da je sploh po dolgih letih ena najvišjih uvrstitev. Potem tudi nagrado za izvedbo torej sodobne pesmi. Pravzaprav, kako ste se v teh 2 sezonah, kar vodite Akademski pevski zbor, nekako lotili vodenja tega zelo specifičnega korpusa? Torej, rada bi najprej poudarila, da sem zelo vesela, da sem se odločila in da vodim ta zbor, kajti vseeno imam dosti več možnosti delati s temi študenti. Seveda pravi balzam, zelo hitro se učijo in dosti več si lahko privoščiš, kot pa mogoče na kakšnih na periferiji, recimo z zbori, ki vseeno so starejši ljudje noter, pa nimajo toliko znanja. Vseeno pa sem nekako jih mogla najprej spoznati, tudi oni so mi mogli začeti zaupati, vendar je to nekaj posebnega, ker zbor menja zborovodja, saj ne vejo zdaj, kakšen bo način novega zborovodja in kako se bodo ujeli. Tako da že v lanski sezoni, ko smo prvič skupaj tekmovali v Španiji, v Cantoni Grossu, se mi zdi napravil tisti preskok med nami. Zelo hitro smo se dobro ujeli, ampak da smo videli, kako čutimo drug drugega in recimo v takšnih trenutkih, ko je neko tekmovanje, ko se vseeno še lahko marsikaj zgodi, ko moraš biti popolnoma zbran, nam je tisti nastop res dobro uspel in pevci so zapeli še boljše kot pa na kakšnih vajah poprej in določeni pevci so celo imeli solze v očeh, ko smo prišli dol z odra, res. In takrat sem se odločila, da bom še delala korak naprej z njimi, da jih bom še postavila na višjo preizkušnjo, še težji repertoar. In letos sem vedela, da moramo štartati zelo hitro, še bolj delati, kajti naše lansko tekmovanje je bilo v mesecu juliju. Torej, če novembra, nekje oktobra štartaš, smo imeli vseeno dosti več časa kot pa letos, ko je bilo tekmovanje že v aprilu. In ta Akademski zbor Maribor je zbor študentov,
kjer se seveda študentje tudi menjavajo. To ni zasedba, ki bi ves čas bila enaka. In tudi letos se je kar nekaj pevcev zamenjalo, prišli so novi in spet sem morala na novo oblikovati zvok. Zato sem kar krepko delala, no, in vsi skupaj. Pred Akademskim pevskim zborom je tudi velika obletnica, 50-letnica Kulturno-umetniškega društva Študent, v okviru katerega deluje. Kaj pripravljate v tem okviru? Torej, že vse sekcije imajo svoje koncerte že prej, pa potem imamo slavnostno akademijo konec meseca junija, kjer bomo z združenimi močmi napravili poseben dogodek, na katerega seveda vljudno vabljeni. Smo pa v praznovanju dejansko že vso to sezono. Torej, veliko slovenskih zborov se zdi, da nekako se lažje udejstvujejo v tujini, lažje se prijavljajo na tekmovanja, kot pa tukaj pri nas doma. Kaj pomenijo ena takšna tekmovanja, izkušnja v tujini za naše zbore in kako visoko je recimo kotira to naše tekmovanje, naša zborovska dejavnost? Torej, oditi nekam v tujino na tekmovanje je morda že zato bolj zanimivo, ker srečaš tam drugačne ljudi, drugo kulturo, srečaš se z drugim načinom razmišljanja, medtem ko tukaj že poznamo. Je pa seveda tudi večkrat dosti lažje prinesti zlato iz tujine, kot pa recimo zlato iz konkretno tega tekmovanja Naša pesem v Sloveniji. Torej, jaz sem ponosna, da sem Slovenka, da imamo Slovenci tako zelo dobre zbore, kajti vsi naši zbori se kar visoko uvrščajo v tujini in tudi bojijo se nekako nas, ko vidijo slovenski zbor napisan, nas jemljajo za močno konkurenco. Že prej ste omenili, da ste bili lansko leto v Španiji. Ja. Se tudi letos odpravljate kam na tekmovanje? Ja, letos se odpravljamo v Nemčijo v mesecu juliju, kjer bomo spet peli popolnoma drugačen repertoar, kot smo ga peli tukaj na Naši pesmi, zato nas čaka še zelo veliko dela. V zborovstvu je pač vedno tako, da če hočeš dosegati nek nivo, se mi zdi, da dela ni nikoli konec in zvok tudi nikoli ni dovolj dobro narejen, da ne bi mogel biti še boljši. Kakšen repertoar recimo izbirate za Akademski pevski zbor? Kaj se vam zdi, da jim nekako najbolj leži? Poskušam izbirati čim različnejši repertoar z različnih obdobij. Trenutno se mi zdi, da jim celo sodoben jezik najbolj leži, ampak tudi ostale skladbe znajo zelo dobro odpeti, tako da ne posebej se osredotočam na to, da bi izbirala nekaj, kar jim samo zgolj in tisto, kar jim leži. Torej, da dobijo s temi različnimi skladbami tudi različna znanja. Zavedam se tega, da so to pevci, ki potem odhajajo domov nazaj v svoj kraj, kjer bodo verjetno prepevali pri tistih domačih zborih, ali pa so to celo študentje glasbe, ki vodijo potem zbore. Tako da želim, da pridobijo čim več teh izkušenj za vnaprej tudi. Na Naši pesmi ste prejeli tudi nagrado za izvedbo sodobne pesmi in to prav vaše skladbe, Epilog. Kakšna je bila ta izkušnja napisati in potem tudi izvesti lastno skladbo? Torej, skladba ni bila napisana posebej za Akademski pevski zbor Maribor. Skladba je nastala že v letu 2010 za Šaleški akademski pevski zbor iz Velenja, ki so se takrat odpravljali na tekmovanje v Varno in sicer za nagrado Evrope, za finalni nastop. In takrat, ko sem jaz dobila to naročilo, vem, da sem dala vse od sebe, da bi lahko ta velenjski zbor pokazal vse vrline, ki jih premore, in nisem posebej pazila na to, kako težko je potem to recimo naučiti oziroma izvajati. Dala sem si nek umetniški dušek in zdaj, ko sem želela z Akademskim zborom Maribor izvesti to skladbo, me je bilo malce kar strah, kajti videla sem, kako zelo je skladba težka, hkrati je bila izziv
in zame, in za pevce. In tudi v končni fazi mi je bilo zanimivo, da tudi dirigirati ni bilo tako lahko, kot se mi je zdelo najprej. Ne? Kot skladatelj gledaš popolnoma drugače na skladbo. Sem pa seveda zato zelo vesela, da smo prejeli posebno nagrado ravno za to skladbo. Čeprav so naša tekmovanja, zborovska tekmovanja nekako še vedno zelo klasična, stroga, namenjena res petju, se mi zdi, da se zborovstvo zelo vključuje tudi gibanje, zelo se približuje temu glasbenemu gledališču, verjetno tudi po zaslugi Karmine Slovenike in projekta, kot je Koregije. So tudi vam kot skladateljici in zborovodkinji blizu takšna povezovanja? Torej, jaz že od vsega začetka zbor jemljem nekako kot celota. Torej, vsi koncerti in vsi nastopi zbora so večinoma pred občinstvom, ki ta zbor opazuje. In nekako kar dolgočasno mi je, če zbor samo stoji in poje in nekako negira poslušalce. Zato se mi zdi, da rada vključujem in hočem vključevati ta element nekako povezovanja tudi z občinstvom oziroma s tem gibom oziroma z vizualnimi efekti, ker potem se mi zdi, da lahko z glasbo še bolj nakažeš to, kar želiš kot skladatelj povedati. Seveda v tem smislu kot umetniška vrednost, ne zdaj kot zgolj neka koreografija, kot pika na i, kot dodatek k tisti glasbi. Če se še dotaknem vašega skladateljskega dela, imate zdaj recimo več naročil zborovske glasbe, oziroma kako je skladateljem v Sloveniji, koliko je pravzaprav teh naročil, kdo so naročniki novih glasbenih del? Zelo različno. Torej, odkar sem jaz končala svoj študij in tudi potem, ko sem še šla v tujino študirati, bila sem na Dunaju, ves čas imam naročila, ni se še zgodilo, da bi se to pretrgalo. Je pa res zadnje čase več zborovstva z področja zborovodstva oziroma zborovskega petja, ker pač trenutno sem največ tega tudi napisala in se največ sliši in potem dobiš največ naročil z tiste strani. Čeprav zelo veliko pišem tudi za instrumentalne zasedbe. Trenutno imam naročilo takšno večje za ansambel Slow Wind, potem za njihov abonma oziroma za njihov festival, ki ga imajo v jeseni. Naročniki so pa drugače zelo različni. Vesela sem bila, ko sem veliko sodelovala z otroškim zborčkom RTV Slovenija in z njihovim orkestrom. Tam je veliko novih stvari za otroke nastalo. Še preden, da sem sama dobila otroka, ko nekako zdaj še bolj čutim to otroško literaturo. Tako da meni je vedno izziv že samo naročilo, kjer dobiš dejansko zasedbo in potem pišeš za tisto zasedbo. Če imaš zraven še dodano minutažo, pa približno za kakšno stvar se gre, je še toliko boljše, da potem moraš kreirati svoje misli v neko smer, ki ti jo drugi določijo. Vi prihajate iz Radia Ljubodravje, iz koroškega konca. Slovenci radi govorimo o duši pokrajine, ki se kaže v literaturi, v likovnih delih, tudi v glasbi. Kako vi opažate to koroško značilno petje? Kar nekaj ljudskih pesmi, recimo najlepših ljudskih pesmi prihaja z Koroške, od tam so veliki glasbeniki, Lebič, Letonja recimo. So kakšne specifike, kako vi spremljate to značilno koroško petje, zborovstvo, zvok? Se mi zdi, je zvok drugačen teh zborov od drugih zborov. Nekako nisem nikoli razmišljala o tem, da bi ga znala opisati. Ga čutiš in ta ljubezen do petja, pa sploh zborovsko petje je pa tako zelo razvito. Toliko zborov je, ko morda na drugih koncih res ne toliko. Torej, še bolj se čuti, morda še više potem od nas, gor proti Prevaljem, Slovenj Gradec. Mi smo že tukaj bolj na meji Radlje, eni nas imajo celo za Štajerce bolj.
Je pa to res takšna posebna ljubezen, nek žalosten pridih, čeprav je težko govoriti o tej otožnosti. Pa so bolj otožne te koroške ljudske skladbe. Z koroškega konca, če vas smemo torej kotirati tja, prihajajo tudi 4 dekleta, ki so se zbrala v skupino Rusalke, umetniško vodstvo pa so zaupala vam. Kakšno je delo z temi majhnimi, malimi vokalnimi skupinami? Torej, to so 4 punce. Je drugače, seveda, kot pa delo z zborom. Od vsake terja delo dosti več truda oziroma odgovornosti. Pri vseh teh manjših skupinah mora vsak pevec se zavedati, da da maksimalno od sebe. Je pa z njimi recimo zelo fajn delati, ker so tudi glasbenice in zelo hitro v bistvu naredijo stvari, ki jih naložiš oziroma poveš, kako bi bilo bolje. Prvič smo sodelovali v novembru v lanskem letu, ko so se pripravljale za regijsko tekmovanje. Takrat sem jim pomagala kot neke vrste na seminarju in bila sem fascinirana, kako zelo hitro so punce pobirale vso to znanje, ki sem jim ga predajala. In takoj po tistem tekmovanju so me poprosile, če bi bila njihov umetniški vodja, in seveda sem bila vesela. Fajn je delati, no. Je pa res, da pri vseh teh manjših skupinah je fajn, da tudi se zelo dela na vokalni tehniki, kar tudi punce zdaj v zadnjem času delajo. Če smo pred desetletjem ali morda 2 govorili, da je zborovsko petje nekako bolj moška domena, zdaj zadnja leta kažejo, da je vse več ženskih zasedb, tudi več žensk skladateljic. Se vam zdi, da je v tem trenutku glasbena ustvarjalnost nekako bolj v ženskih rokah? Morda smo malo bolj začele delati oziroma so nam pustili moški, da se pokažemo. Ne bi rekla, da je bolj v ženskih rokah, ampak bolj enakovredno, kot pa je bilo morda to pred leti. Je pa bilo na tem tekmovanju, recimo pa v zadnjem času, dosti več ženskih zasedb, kar jih že skoraj ni bilo. Znamo pa biti ženske tudi zelo dobre. Tako da tudi ženske zasedbe, kar je včasih bilo mogoče, da samo neki večji moški zbori lahko zapojejo dovolj pompozno in veličastno. Tudi ženske zdaj dokazujejo, da vseeno se da zelo lepo in pompozno zapeti v ženski zasedbi. In mislim, da so ljudje zelo navdušeni zadnje čase nad ženskimi zasedbami. Gospa Tadeja, želim vam uspešno zaključeno sezono z Akademskim pevskim zborom Maribor, uspešne priprave na tekmovanje v Nemčiji in hvala, ker ste bili naša gostja. Najlepša hvala za vabilo in za vse lepe želje. Sem že davno sklenila, da ti vrat bom zavila. Pa zakaj? Pa zato, ker te ljubim močno. Pa zakaj? Pa zato, ker te ljubim močno. V snu se k tebi prikradem in te skripli popadem. Pa zakaj? Pa zato, ker te ljubim močno, močno. Sem že sklenila, da ti krivom izpila. Šup. Pa zakaj? Pa zato, ker te ljubim močno, Sem čarovnica mlada in nagajam ti rada. Sem čarovnica mlada in nagajam ti rada. Pa zakaj? Pa zato, ker te ljubim močno.